Rak pljuč predstavlja v Sloveniji resen javnozdravstveni problem. Njegovo breme je veliko, kar pa je morda še pomembneje, pa je to, da je bolezen v zelo velikem številu primerov odkrita v pozni, že napredovali fazi. Zato je pravzaprav velik strokovni obet obdobje, v katerem vemo, da bomo dobili presejalni program, organizirani presejalni program za odkrivanje raka pljuč. Kaj konkretno to pomeni, kateri izzivi na tem področju so glavni in na katere dileme bo treba še odgovoriti pred konkretno uvedbo tega programa? Ja, rak pljuč res predstavlja veliko javno zdravstveno breme. Na prvem mestu je po umrljivosti tako v Sloveniji kot v svetu. V Sloveniji tako pri ženskah in pri moških na prvem mestu. Vsaka peta smrt zaradi raka je zaradi raka pljuč. Težava oziroma zaradi lastnosti bolezni, zaradi biologije bolezni je rak pljuč v 50% ugotovljen, diagnosticiran v napredovanem metastatskem stadiju, ko ni več ozdravljiv z današnjimi sodobnimi načini zdravljenja. Ozdravimo lahko pljučnega raka v zgodnjem stadiju. Takih bolnikov v zgodnjem stadiju odkrijemo okrog 20%. Zato si veliko obetamo od presejanja pljučnega raka v presejalnih programih. Namreč se odkriva zgodnje rake pljuč in po raziskavah, po podatkih raziskav je presejanje pljučnega raka zmanjšalo umrljivost za 20%, kar je pri pljučnem raku zelo obetavna številka. Mislimo, da seveda se bo delež zgodnjih rakov zvišal. To so opažali v tujih raziskavah, naprimer v Angliji, kjer je delež rakov v zgodnjem stadiju nekako presegel 60%. In v tem primeru lahko tudi računamo na pomembno izboljšanje preživetja bolnikov z rakom pljuč, ki je trenutno 5-letno preživetje 20%, pri moških 26% pri ženskah. Bo pa tovrstni presejalni program pravzaprav v praksi predstavljal določen izziv, predvsem zaradi usmerjenega iskanja posameznikov, ki so bolj izpostavljeni oziroma pri katerih so dejavniki tveganja izrazitejši, večji, kaj ne? Seveda, izzivov presejanja, vzpostavitve programa presejanja raka pljuč je veliko. Jasnih oziroma natančnejših priporočil o tem, kako izvajati presejanje pljučnega raka oziroma ga implementirati ni. So priporočila, da se države pričnejo z razmislekom, z nekako pilotnimi raziskavami na tem področju. Seveda pa dejansko nimamo nekega recepta, na kakšen način uvesti to presejanje. Glede na presejanje se je pokazalo koristno pri tistih osebah, ki imajo visoko tveganje za pojav pljučnega raka, to je pri kadilcih. Vemo, da je kajenje vzročni dejavnik raka pljuč pri 80–90% bolnikov. Dejansko je en največjih izzivov, kako določiti ciljno skupino, ciljno populacijo. Identificirati je namreč treba kadilce, ki še kadijo ali pa so kadili v preteklosti določeno število let. Potem jih je treba na ustrezen način povabiti na presejanje. Iz tujih raziskav, iz teh podatkov vemo, da je odzivnost ljudi
odzivnost kadilcev v presajanju pljučnega raka nižje kot v ostalih presajalnih programih. Številni izzivi so. Izziv je tudi priporočilo, da se v program presajanja pljučnega raka vključi programe za opuščanje kajenja. Na to opozarjajo številni strokovnjaki, številni raziskovalci in pa seveda tudi zdravstvena politika. Še številni drugi izzivi so, ki jih bo treba nasloviti v pilotni raziskavi, ki jo načrtujemo. Je pa potrebno konsens strokovne skupine, široke javne skupnosti, civilne družbe za to, da bi lahko tak presajalni program uspešno zaživel. Predvsem pa, da v pilotni raziskavi preizkusimo to, kar pač si bomo zastavili v tej strokovni skupini kot slovenski presajalni program. Če bi morda v tej fazi, čeprav vemo, da bo tlakovanje poti do presajalnega programa še dolgo, to da če bi v tej fazi nekako poskušali nagovoriti nekoga, ki je dolgoletni strastni kadilec, ki pravzaprav posledice tobaka že občuti na organizmu, a temu morda ne posveča dovolj pozornosti, kako bi ga nagovorili, zakaj je vredno, zakaj je pomembno oditi na to vrstno preiskavo in si morda s tem rešiti življenje? Presajanje pljučnega raka dobesedno rešuje življenje. Tako kot sem povedala, petletno preživetje bolnikov s pljučnim rakom je slabo, nizko, 20 oziroma 26%, ampak to je zaradi tega, ker je veliko na račun tega, da je bolezen odkrita v napredovalem metastatskem stadiju bolezni. V zgodnjih stadijih, ki bi ga odkrili pri presajanju, lahko zelo učinkovito, dobro zdravimo pljučnega raka in so možnosti za ozdravitev res velike. In dejansko presajanje rešuje življenje.